Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Anja, omenjala si popravne izpite. Jaz verjamem, da ti nisi imela popravnega. Ja, pa sem imela. Res? Ja. Čakaj, zdaj pa si me presenetila. Kaj? Iz česa? Angleščina. Okej. Dobro, ampak si zvozila Ja, potem. sem zvozila in glej, zdaj sem tukaj. Zdaj, če že tekmujemo, jaz sem imel 2 popravna. Marko, tebe pa bi še to manj pričakoval. Psihologijo sem imel popravnega in pa matematiko. Okay. Pri matematiki se spomnim tudi, kako je bilo fajn vroče, to je prvo. Drugo pa teh šaljivcev v komisiji, veš, ker sem jaz prišel not, pa do table že tam, pa pač ful nervozen, pa stojim tam, seveda. pa prestapam, pa en tam iz komisije, ne spomnim se, kdo je bil. Profesorica je prišla, pa rekla, da imate 5, kao lahko grete, pa jaz tam, kaj? Pa ne, šalim. Kaj Anja, na kaj pomisliš, če ti rečem paradajz? Prvo. Na boljones. Ok, dobro. Jaz pa recimo na solato, to poletno, veš. Samo pa paradajz čebula. pa čebula, to. Vse je fajn ona tudi, ko so murke pa to zraven, ampak samo paradajz, čebula pa milijon litrov bučnega gor. To je the best. Drugače pa, ko pomislimo na paradižnik, pomislimo tudi na Italijo, Seveda. na pice, pomislimo tudi na festival paradižnika na Mariborski tržnici. Tako? In Italijamo Fest, vse skupaj se bliža, ta petek in soboto bo to torej na osrednji Mariborski tržnici in še vedno velja, potekalo bo tekmovanje za najtežji in tudi najbolj okusen paradajz. Tako da, če mislite, da imate kakega zmagovalca doma, kar se tiče teže nad 700 gramov, mora biti, da je lahko sploh v tekmovanju. Vse skupaj prinesite, mislim, da če se prav spomnim, je Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic, rekla, da so imeli rekorderja, mislim, da eno leto blizu 2 kili, mislim, da je v kilo 900 nekje, tako da. Če imate res težki paradajz doma, malo še ga negujte tam do četrtka, petka, pol pa ga lepo trgate, pa prinesite na tržnico. Sicer pa, kot sem omenil, tudi Italijamo Fest se bo odvijal istočasno, sočasno, kar pomeni italijanska hrana, glasba, vespe, fičati, obleke, vse to bo. Vrhunsko. In eno tako izjemno napoved za vse to skupaj lahko najdete tudi na naših družbenih omrežjih. Tako da vabljeni. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11 minut čez 13, profesor Križanič, zdravo. Dober dan. Zdravo. Dober dan. Ponedeljek, malo se vračamo v normalo, pa oblačno je. Kaj zdaj? Te normale nisem šel niti nikamor, tako da sem jaz. Točno, ja. Letos si kar... Ja, le. Bom pa šel, ko boste vi vsi tukaj, vam rekel. Vredi, zmenjeno. Tudi prav. Danes skok v leto 88 in še preden se lotimo hita, čestitke pevki, ki izvaja ta komad, to je Belinda Carlisle, ki danes praznuje 68 let. Vse najboljše. Ja, upam, da bo če bo slišala, ampak ok. Gre seveda za njen hit Heaven is a Place on Earth. Sva avtorka je Ellen Shipley in pravi, da je navdih za pesem dobila na nekem benzinskem servisu, ko je videla oglasno kartico, kjer je pisalo Heaven is a Place on Earth. Zanimivo. Je bila ideja za komad. Belinda Carlisle je bila do leta 85 članica ženske zasedbe The Go-Go's in po razpadu se je uspešno lotila solo kariere in vrhunec je zagotovo ta single. Pomagal je še video spot, kjer smo lahko videli Belindo čisto drugače, kot je bila pred, ni več bila rockerca, ampak pač lahko rečem milfica. Mislim, lahko rečeš. Jaz ti ne morem. Režijo je takrat prevzela Oscarjevka Diane Keaton, ki je režirala tudi spot za naslednji single I Get Weak. Skoraj taka mini svinjarija je, da Belinda nikoli ni dobila nobene nagrade, bila pa je ogromno krat nominirana. Najbližje je bila s tem komadom Heaven is a Place on Earth, ampak kaj, ko je bila takrat biti Houston. Razmišljam, kaj je boljše, da nikoli sploh nisi nominiran ali pa da si 100krat pa nič ne dobiš.
Nekaj da si ono, bravo, ampak Skoraj, ne? Whitney Houston je takrat dobila za I Wanna Dance With Somebody. V karieri je posnela 9 albumov, zadnjega z naslovom Once Upon a Time in California, pa ravno pred letom dni, to je šlo mimo nas, čisto, tudi en single je bil zunaj, ampak žal brez nekega uspeha, tako da pač ostajajo ti stari komadi iz 80-ih in to je seveda eden od hitov 80-ih in verjetno njen največji. Heaven is a place on earth. In jaz sploh nisem vedel, da je to problem, ampak očitno je v zadnjih 5 letih je prodaja kosmičev pa je zelo upadla. Res? Ja, jaz ne vem zakaj, ampak pravijo tudi, da veš, ko so ti taki ful barvni, ne, ono, wow, pa to ti krogeci pa ono, ne, za otroke, logično, ne, da bojo čim več tega si zaželeli in pojedli, no pa je, da zdaj so barve malo izven mode že, tako da probavajo drugačne taktike, drugačne barve, obenem pa, to, kar me je najbolj presenetilo in česa se najbolj veselim, da so se mi oči malo zasvetle. Da slišim. V kosmiče se nekateri, torej proizvajalci že odločajo, bodo v škatle nazaj začeli dajati igračke. Se spomniš tega? Ja, seveda se spomnim. Kak si upa, da bo nekaj noter, ne? Ali pa včasih se spomnim, da potem si pa eno drugo, ne vem, je mama kupila ali pa nekaj, pa si iskal not, pa ni bilo nič, ne? Ker tisti pa niso imeli, ne? V kosmičih nekih nagrad. In ob tem, mislim, to, kar se zadnje čase dogaja s temi, mislim, vsaki drugi dan je nostalgija na nekaj. Ne? Ja, tako da imamo CD-je svet, pa imamo ono, pa zdaj poslušajo se vinilke, pa 90-ta se tak vračajo, pa 2000, pa ne vem kaj vse. Jaz predlagam, da poleg še dodajo ono, ko si pri pralnem prašku dobil razne stvari, iz tega se ne spomniš? Ne, sicer tak točno. Nekaj igrice, vem, da smo enkrat poleg Ariela, ali kaj je bil, ne vem. Vrhunsko. Pa vrečke presenečenja. To pa se spomnim, wow, to je bilo izjemno. Tako da ne samo v ZDA, jaz apeliram javno, vse, ki delate kosmiče, praške, ne? Da naj bo tudi dajte, ne, spet nekaj not, bodo verjetno otroci tudi veseli. Sploh pri prašku, ne? Ko je bilo tako kontra, ono je, kaj te to je za cote prat, potem pa si gor odprl, pa je bilo nekaj not za otroke. Zagoa! In drage poslušalke, poslušalci, spet je čas, da vas vprašam, kaj gledate to poletje oziroma kaj ste nazadnje gledali. Mogoče bolj sprašujem, me zanimajo v tem primeru TV serije. Vem, da sem lani enkrat že vas vprašal, pa ste mi dali res ogromno nekih super idej. Zdaj vas sem že malo pregledal skozi, pa me spet zanima na novo in Anja. Vem, gledaš, pa že bi rada povedala, ampak mislim, da mi dva nimava istih okusov. Ne, definitivno, ampak tudi jaz zelo slabo gledam serije, zato ker bolj berem knjige. Aha. Sem pa nazadnje pogledala The Rookie. Serija The Rookie, tak. Ne poznam. Taka zelo zanimiva serija. Ja, kaj boš mi dala, žanr, grozljivka ali kaj je, drama? Je neki dokumentarna, biografska zadeva? Taka bolj akcijska serija. Akcijska serija? Tako slaba. Bom pogledal. Drugače pa, če imate vi kakšne ideje, da vam malo rišem, trenutno gledam recimo serijo Silo. Torej, to je taka znanstvena fantastika, to mi je bolj všeč v tej maniri. Tako da če kaj takega, tudi House of the Dragon sem pogledal na zadnje, torej sveta Igre prestolov. V tem smislu take stvari rad gledam, tako da če imate morda kak nasvet v tej smeri, potem lahko pišete SMS na 051 220 220, mi malo pomagate. Tako, med tem časom pa sem jaz pogledala, da te slučajno ne nalažem. Okay. Je policijska in dramska serija. Policijska drama, ok, da vidim. 8, malo cena, ja, ok, dobro, pravim, da bom preveril, hvala lepa, Anja. Prosim. Si me presenetila, zdaj smisel, da bo neki, veš, neka ljubezenska drama. Včasih znam tudi presenetiti. Ja, zelo, tako prej, ko si rekla, da si imela popravnega. Okay. Ti pa dva. In je čas, torej, da najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec Anja poda svoj nasvet.
Marko, imam eno vprašanje za tebe. Izvoli. Kdaj si na zadnje odstranjeval led iz zmrzovalnika? To pa pred kratkim, ker je bilo že debelo gor, kosmato. Kak mesec nazaj mogoče in to jaz, ker se mi ne da odtajati vsega skupaj, imam tako slikarski špohtl, taki mali je, čisto mičkeni in gre ravno tako, samo zadnji piknem v letno in klik z roko not in pade cela plata dol. No, na ta tvoj način lahko poškoduješ zmrzovalnik, zato ti bom zdaj povedala en boljši trik. Ok, da vidim. In sicer v razpršilki zmešaš približno pol skodelice alkoholnega kisa, pol skodelice tople vode in zraven dodaš 2 žlički soli. Vse skupaj to dobro premešaš in potem to raztopino razpršiš po teh ledenih oblogah. In že po 5 minutah začne led popuščati in lahko to enostavno lepo samo odstraniš, brez da karkoli poškoduješ. Kaj vzameš, samo ven? Samo vzameš, ker samo odstopi od teh sten. In potem samo pobrišeš lepo z sodo bikarbono in vodo. In soda bikarbona vemo, da neutralizira von in pač očisti površino, tako da niti nič ne smrdi potem. In še ne poškoduješ, tako kot recimo ti, ne? Pa nisem poškodoval. Če greva zdaj gledati, sigurno so kakšni risi. Kaj te vem. Ok, hvala lepa, najmlajša kmečka ženica Anja Škrlecanja. Fras in Medvard in Fras in Medvard show.